Na severnem delu Egipta je bilo mesto, ki je nekoč postalo središče trgovine, znanosti in znanja starodavnega sveta. To je Aleksandrija. Del starodavnega mesta je zdaj pod Sredozemskim morjem, pod vodo, blizu današnje obale Aleksandrije. Arheologi so našli velike kamne, stebre, kipe in dele stavb, ki so nekoč stali v kraljevski četrti mesta. Vendar pa celotna Aleksandrija ni potonila naenkrat. Številna stoletja njena obala doživlja potrese, zemeljske plazove in postopno pogrezanje nekaterih delov zemlje. Zaradi tega so se nekateri palače, templji in pristanišča starodavnega mesta znašli pod morjem. Da bi razumeli, zakaj je Aleksandrija tako pomembna, moramo iti nazaj v čas Aleksandra Velikega. Leta 331 pred nosovo štito, Aleksander je bil v Egiptu. Bil je mlad kralj Makedonije, ki je hitro širil svoje cesarstvo v bojih proti Perziji. Takrat je imel komaj 24 let. Medtem ko je bil na obali Sredozemskega morja, je Aleksander videl ozek pas zemlje med morjem in jezerom Mariotis, velikim sladkovodnim jezerom, ki je bilo povezano s potmi proti reki Nil. Njegova lega je bila izjemna. Na severu je bilo Sredozemsko morje, ki bi ga lahko uporabili za trgovino z Evropo in drugimi deli Sredozemlja. Na jugu pa je bilo jezero Mariotis, ki je omogočalo povezavo v notranjost Egipta in do reke Nil. Zaradi tega se je Aleksander odločil, da tam zgradi novo mesto. Poimenoval ga je Aleksandrija, po svojem imenu. Aleksander ni bil prvi človek, ki je živel na tem območju. Tam je že obstajala majhna egipčanska naselbina, imenovana Rakotis. Toda Aleksandrov načrt je bil, da jo razširi in iz nje naredi organizirano pristaniško mesto. Ni želel, da bi se Aleksandrija preprosto razširila brez ustreznega načrta. Preden so zgradili večino stavb, so najprej določili, kje bodo glavne ceste, stanovanja, palača, templji in pristanišče. Grški arhitekt Dinokrat iz Rodosa je običajno priznan kot tisti, ki je pomagal pri načrtovanju mesta. Uporabili so mrežni sistem, kjer so glavne ceste ravne in se lepo križajo. Mesto je bilo razdeljeno kot velika škatla na posamezne dele. Zaradi tega so ljudje, kočije in izdelki, ki so jih pripeljali iz pristanišča, lažje prehajali skozi mesto. Široke ceste so prav tako pomagale, da je zrak iz morja lahko vstopal v mesto in zmanjšal močno vročino. Največja cesta se je imenovala Kanopska pot. Potekala je od vzhoda proti zahodu in povezovala pomembne dele Aleksandrije. Vendar Aleksander ni ostal, da bi videl gradnjo mesta. Nekaj mesecev potem, ko je ustanovil Aleksandrijo, je nadaljeval svojo vojaško kampanjo proti Perzijskemu imperiju. V Egipt se ni več vrnil. Aleksander je umrl v Babilonu leta 323 predaj na Štuto. Takrat je bil star komaj 32 let. Za seboj je pustil ogromno cesarstvo, vendar ni imel jasnega odraslega naslednika, ki bi ga lahko vodil. Zaradi tega so si njegovi generali razdelili različne dele cesarstva. General, ki je prevzel Egipt, je bil Ptolemaj. Ptolemaj je bil nekdanji poveljnik in tesen spremljevalec Aleksandra. Ko je prevzel Egipt, ga je spremenil v svoje lastno kraljestvo. Kasneje je postal znan kot Ptolemaj I. Soter, prvi kralj Ptolemajske dinastije. Dinastija je zaporedje družin vladarjev, ki izvirajo iz istega rodu. Pod Ptolemajevo družino je Aleksandrija postala prestolnica Egipta. Toda Ptolemaj v novo mesto ni prinesel le oblasti. Uporabil je tudi ime in spomin na Aleksandra, da bi okrepil svojo pravico kot vladar. Ko so prenesli Aleksandrovo telo iz Babilona, je to prišlo v Egipt. Najprej naj bi ga pokopali v Memfisu, kasneje pa so ga preselili v veliko grobnico v Aleksandriji. Grob Aleksandra je pomemben, ker je znan kot eden največjih osvajalcev v starem veku. Številni vladarji, vojaki in obiskovalci so si želeli videti njegov grob. Ker je bilo Aleksandrovo telo v Aleksandriji, se je vrednost mesta v očeh ljudi še povečala. Kot da je želel Ptolemaj pokazati, da je njegovo kraljestvo pravi dedič imena in moči Aleksandra. Medtem ko je njegova vlada postajala močnejša, so Aleksandrijo hitro zgradili. Eden najpomembnejših projektov je bil Hepta stadion, dolga cesta zgrajena nad vodo. Dolga je približno 1,2 kilometra in povezuje celino z otokom Paros. Zaradi izgradnje te ceste se je obala razdelila in nastali sta dve glavni pristanišči. Na vzhodnem delu je veliko pristanišče, kjer se nahaja kraljevska četrt in številne pomembne stavbe.
Na zahodu pa je pristanišče Ionostos, katerega ime pomeni varen povratek, obe pristanišči pa sta močno pripomogli k razvoju Aleksandrije. Tukaj so lahko pristajale ladje, ki so prevažale žito, papirus, les, vino, olje, kovine in druge izdelke. Iz Aleksandrije od tod so v različne države pošiljali ogromne količine žita, ki je prihajalo iz rodovitnih egiptovskih pal. Zaradi tega je Aleksandrija hitro postala eno najpomembnejših pristaniških mest v Sredozemlju. Toda pa so bile sanje Ptolemaja še večje. Ni si želel le, da bi mesto obogatelo zaradi trgovine. Želel je, da postane Aleksandrija tudi središče učenja in znanja. Njegov sin, Ptolemaj II., je nadaljeval ta načrt. V času njunega vladanja so zgradili in razširili palače, templje, pristanišča in stavbe, namenjene učenjakom. Sčasoma se je prebivalstvo Aleksandrije močno povečalo. Natančno število ni znano, saj se ocene zgodovinarjev razlikujejo, vendar pa naj bi število prebivalcev doseglo več 100.000 ljudi in sčasoma je mesto postalo eno največjih v antičnem svetu, takoj za Rimom. Tudi ni živela tukaj samo ena skupina ljudi. Prišli so Grki in Makedonci skupaj z novo vlado. Tam je bilo tudi veliko domačih Egipčanov. Judovska skupnost v mestu je prav tako rasla, skupaj s trgovci in tujci iz različnih delov Sredozemlja. Skupaj so živeli v Aleksandriji, vendar niso vedno imeli enakih pravic in načinov življenja. Imeli so svoje skupnosti, tradicije in dele mesta. Na severovzhodnem delu Aleksandrije nahaja se kraljevska četrt imenovana Brotion. Tukaj stoji obsežen palačni kompleks ptolemajskih kraljev. To ni bila le ena palača, sestavljali so jo številne stavbe, vrtovi, dvorišča, templji, uradi in bivališča kraljeve družine. V bližini je bilo tudi najpomembnejše središče učenja v Aleksandriji. Tukaj so Ptolemajci začeli velikanski projekt. Zbrati v enem mestu znanje, ki prihaja iz različnih delov sveta. V kraljevskem okrožju Aleksandrije najdemo palače, templje, gledališče, gimnazijo in najpomembnejše središče učenja v mestu. Toda življenje vseh prebivalcev Aleksandrije ni bilo enako. Grki in Makedonci so imeli najvišje položaje v vladi, imeli so velik nadzor nad politiko, vojaštvo in pomembna podjetja v mestu. Grščina je bila tudi glavni jezik, ki ga je uporabljala ptolemajska vlada. V Aleksandriji je bila tudi velika judovska skupnost. Veliko jih je bilo trgovcev, obrtnikov in učenjakov. Imeli so svoje voditelje in versko skupnost, vendar so bili tudi del trgovine in vsakdanjega življenja v mestu. V Aleksandriji je bil velik del hebrejske Biblije preveden v grščino. Prevod so imenovali Septuaginta. Zaradi tega je več grško govorečih ljudi lahko bralo judovske spise. Medtem je velik del domačih Egipčanov živele v Rakotisu, nekdani naselbini, ki je tam obstajala še preden so zgradili Aleksandrijo. Veliko Egipčanov je delalo v pristanišču, na gradbiščih, na poljih, v delavnicah in v domovih premožnih družin. Oni so predstavljali velik del delovne sile, ki je poganjala mesto, vendar je bila njihova moč omejena v vladi, ki so jo nadzorovali Grki. To pomeni, da je bila Aleksandrija odprta za številne kulture in znanja, vendar niso imeli vsi prebivalci enakih pravic. Kljub temu je mesto še naprej bogatelo zaradi trgovine. Vsak dan so v obe pristanišči Aleksandrije prihajale ladje, ki so prevažale žito, vino, olje, les, kovine, papirus, začimbe in druge izdelke. Da bi ladje varno prispele, Ptolemajci so na otoku Paros zgradili ogromen svetilnik. Projekt se je začel v času Ptolemaja I. in bil dokončan pod njegovim sinom, Ptolemajem II., okoli 3. stoletju pred našim štetjem. Zgradil ga je grški arhitekt Sostratus iz Knida. Poimenovali so ga Aleksandrijski svetilnik ali Aleksandrijski faros. To je ena od 7 čudes antičnega sveta. Ocenjujejo, da je bil visok več kot 100 metrov. Bil je izjemno visok v primerjavi z običajnimi stavbami tistega časa. Spodnji del je bil širok in kvadraten, nad njim je bil ožji srednji del. Na samem vrhu je bil ogenj, ki je ponoči služil kot vodilo za ladje. Podneve so lahko uporabili poliran kovinski material, da je bilo svetlobo mogoče videti od daleč. Obstajajo starodavne zgodbe, da so lahko z velikim ogledalom zažgali sovražnikove ladje. Vendar ni trdnih dokazov, ki bi potrjevali, da je to res. Jasno pa je, da je bil svetilnik izjemno pomemben za ladje, ki so prihajale v Aleksandrijo. To je tudi pokazalo, kako napredno je bilo inženirstvo in kako bogato je bilo mesto v tistem času. Vendar pa svetilnik ni bil najpomembnejši prispevek Aleksandrije k zgodovini.
V kraljevski četrti tam se nahaja mauzejon. Beseda mauzejon pomeni kraj, namenjen muzam, boginjam, povezanim z umetnostjo in znanjem v grški religiji. Od tu izvira tudi sodobna beseda muzej. Vendar to ni muzej, kjer bi videli samo stare predmete. To je velik raziskovalni center, kjer delajo matematiki, zdravniki, astronomi, pisatelji in filozofi. Podpira jih kralj, učenjaki imajo prebivališče, hrano in plačo, da lahko berejo, pišejo, razpravljajo in izvajajo raziskave. V sklopu mauzejona je tudi znamenita Aleksandrijska knjižnica. Knjižnica ima velik cilj. Ptolemajci so želeli zbrati in prepisati pomembne knjige in spise z različnih delov sveta. V tistem času še ni bilo tiskanih knjig. Besedila so bila običajno zapisana na dolgih papirusnih zvitkih. Po nekaterih starodavnih pripovedih so pregledovali zvitke, ki so jih prinašale ladje, ki so prihajale v Aleksandrijo. Prepisovalci so jih prepisovali, včasih pa so kopijo vrnili, medtem ko so izvirnik shranili v kraljevsko zbirko. Ne vemo natančnega števila zvitkov v knjižnici. Stare ocene segajo od več 10.000 do več 100.000. Jasno pa je, da je bila to ena največjih zbirk znanja v starem veku. Zaradi podpore Ptolemajcev v Aleksandrijo so prišli nekateri največji umi tistega časa. Eden izmed njih je bil Evklid, matematik, ki je poučeval in delal v Aleksandriji. Napisal je Elemente, zbirko razlag o geometriji in matematiki. Ta knjiga se je uporabljala za učenje več kot 2000 let. Tam je bil tudi Eratosten, matematik, astronom in vodja Aleksandrijske knjižnice. Uporabil je razliko v senci na dveh krajih v Egiptu, da bi ocenil velikost sveta. Ni imel je satelitov ali sodobne opreme. Uporabil je le merjenje, senco, razdaljo in matematiko. To je osupljivo, saj je bil njegov izračun zelo blizu dejanskemu obsegu Zemlje. Na področju medicine v Aleksandriji je delal Herofil. Proučeval je možgane, živce, oči in različne dele človeškega telesa. Bil je eden prvih starodavnih zdravnikov, ki je jasno učil, da so možgani, ne srce, središče razmišljanja. Tam je bil tudi astronom Aristarh Samosa. Predlagal je, da se Zemlja vrti okoli svoje osi in se giblje okoli Sonca. Večina ljudi njegove ideje v tistem času ni sprejela. Še več stoletij so ljudje bolj verjeli, da je Zemlja v središču vesolja. Po nekaj stoletjih, ko je bila Aleksandrija že pod oblastjo Rima, je tam živel in delal izumitelj Hero iz Aleksandrije. Naredil je veliko nenavadnih strojev. Ena od teh je bila Iolipile. To je bila kovinska krogla, ki se je vrtela. Vrtela se je, ko je para izhajala iz dveh ukrivljenih cevi. To ni bil praktičen parni stroj, ki bi lahko poganjal vozilo ali veliko tovarno. Toda je pokazala, da se lahko para uporabi za ustvarjanje mehanskega gibanja. Hero je izdelal tudi avtomatska vrata za templje. Ko so prižgali ogenj na oltarju, se je zrak pod njim segrel. Voda v posodah se premika in vleče vrvi, ki odpirajo vrata. Za ljudi, ki gledajo, se zdi, kot da bogovi sami odpirajo vrata, v resnici pa jih premika stroj. Oblikoval je tudi avtomat na kovance, ki je izdal malo svete vode. Ko vstaviš kovanec, spusti se ročica in odpre se majhna odprtina za vodo, kot starodavni avtomat. Ni vse izume Hero uporabljali za velike naloge, večina jih je bila le prikaz tlaka, zraka, vode in mehanskega gibanja, vendar so ti izumi pokazali, kako daleč lahko pride občutek. Ko je kraj, ki podpira ljudi, ki želijo študirati in eksperimentirati, po več kot 200 letih vladavine Ptolemajcev se je Rim začel vmešavati v težave Egipta. Leta 48 pred Kristo v Aleksandrijo je prispel Julij Cezar, močan rimski general. Bil je sredi spora kraljeve družine Egipta. Za prestol sta se borila Kleopatra Sudma in njen mlajši brat Ptolemaj XIII. Sta brat in sestra, vendar sta bila po tradiciji njune kraljeve družine tudi tekmeca za oblast. Julij Cezar je podprl Kleopatro, zaradi tega je Ptolemajev vojski napadel del Aleksandrije, kjer so bili nameščeni rimski vojaki Cezarja. Cezarjeva vojska je bila obkoljena in številčno manjša. Da sovražnik ne bi mogel uporabiti ladij v pristanišču, je ukazal zažgati nekaj ladij. Ogenj se je razširil na dele pristanišča in na bližnje stavbe.
Od tu izvira slavna zgodba, da je Julij Cezar zažgal celotno Aleksandrijsko knjižnico in da je vse njene vsebine izginilo v eni sami noči. Vendar najverjetneje ni bilo tako. Naslednji zgodovinski zapisi kažejo, da je muzejon in njegovi učenjaki še naprej obstajali tudi po Cezarjevem času. Možno je, da so zgorela skladišča blizu pristanišča, ki so vsebovala papirusne zvitke. Še vedno je mogoče, da se je veliko izgubilo, vendar ni trdnih dokazov, ki bi potrjevali, da je bila takrat popolnoma uničena celotna glavna knjižnica. Zato izginotje Aleksandrijske knjižnice ni preprosta zgodba o enem velikem požaru. Namesto tega je postopoma slabela zaradi vojn, sprememb vlad, pomanjkanja sredstev in zmanjšanja podpore učenjakom. Aleksandrija je preživela te težave, toda potem družina Ptolemejcev ni bila več najmočnejša sila v Egiptu. Rim je postopoma prevzemal nadzor nad mestom. Toda kaj se je zgodilo? Po bitki pri Aleksandriji Julij Cezar se je vrnil v Rim, toda leta 44 pred našim štetem, da je ubila skupina rimskih senatorjev. Zaradi tega je v Rimu ponovno prišlo do boja za oblast. Eden najmočnejših rimskih generalov tistega časa je bil Mark Antoni. Upravljal je z velikim delom vzhodnega ozemlja Rima, vključno z območji blizu Egipta. Sklenili je zavezništvo s Kleopatro VII, kraljico Egipta. Njuno razmerje pogosto opisujejo kot ljubezensko zgodbo, toda njuno partnerstvo je bilo več kot to. Bila sta tudi politična in vojaška zaveznika. Antoni je potreboval bogastvo, ladje in žito iz Egipta. Kleopatra pa je potrebovala podporo mogočnega rimskega generala, da bi ohranila neodvisnost svojega kraljestva. Leta 34 pred našim štetem sta v Aleksandriji pripravila veliko slovesnost. To je danes znano kot aleksandrijske donacije. Pred množico ljudi sta Antonij in Kleopatra podelila ozemlja za dedovanje. Prav tako sta razglasila Cezariona, sina Kleopatre, ki naj bi bil sin Julija Cezarja, za kralja kraljev. Njihovo sporočilo je bilo jasno. Aleksandrijo sta želela narediti za središče mogočnega kraljestva na vzhodu. Toda to je bila velika grožnja za Oktavijana, posinobljenca in dediča Julija Cezarja. Njegov nasprotnik je bil Mark Antonij v boju za vodstvo v Rimu. Oktavijan je uporabil slovesnost v Aleksandriji kot propagando. Predstavljal je, da je Antonij zapustil Rimsko republiko in da predaja rimska ozemlja Kleopatri. Leta 31 pred štetem so se njihove mornarice spopadle v bitki pri Akciju blizu Grčije. Združena flota Antonija in Kleopatre je bila poražena, oba sta pobegnila nazaj v Aleksandrijo. Ko je Oktavijanovo vojsko naslednje leto prispelo v Egipt, Antonij in Kleopatra nista imela več dovolj moči za boj. Mark Antonij si je vzel življenje. Nekaj dni kasneje je umrla tudi Kleopatra. Ni jasno, kako je to storila. Znana je zgodba o ugrizu kače, vendar ni dovolj dokazov, da bi to res bil vzrok. Leta 30 pred našim štetem Egipt je dokončno padel v roke Oktavijana. Kasneje so ga imenovali Avgust in postal je prvi rimski cesar. Egipt pa je postal rimska provinca, ki jo je neposredno nadzoroval cesar. S tem se je končala skoraj 300-letna vladavina Ptolemajcev. Vendar pomembnost Aleksandrije ni izginila. Ostala je eno največjih in najbolj poseljenih mest v rimskem imperiju. Bila je tudi eno najpomembnejših pristanišč, prek katerega so prevažali žito iz Egipta v Rim. Žito je bilo pomembno, ker je imel Rim zelo veliko prebivalstvo. Če so se ladje iz Aleksandrije zamudile, je lahko primanjkovalo hrane in v prestolnici je lahko prišlo do nemirov. Čeprav je Rim nadzoroval Egipt, je bilo cesarstvo še vedno odvisno od izdelkov, ki so prihajali skozi Aleksandrijo. Toda medtem ko je mesto bogatelo zaradi hrane, so se spori med različnimi skupnostmi še zaostrovali. Leta 38 našega štetja Herod Agripa I je obiskal Aleksandrijo, judovski vladar, ki je bil prijatelj rimskega cesarja. Nekateri Grki, ki so živeli v mestu, ga niso lepo sprejeli. Posmehovali so se Agripi in pripravili predstavo, da bi se norčevali iz njegovega kraljevskega položaja. Napetost se je stopnjevala in prerasla v obsežne nemire med grško in judovsko skupnostjo. Nekatere domove in sinagoge so napadli in požgali. Veliko ljudi je bilo ranjenih ali ubitih. Ti nemiri so razkrili dolgoletne težave Aleksandrije. V mestu je skupaj živelo veliko kultur, toda to ni pomenilo, da so bili njihovi odnosi enakopravni in mirni. Nekateri Grki so si želeli ohraniti svoj politični vpliv. Nekateri Judi so varovali svojo skupnost in pravice. Medtem so si domači Egipčani še naprej prizadevali za večjo vlogo. Ko se je krščanstvo razširilo, so se spori še povečali.
Prišlo je do napetosti med privrženci starih grških in egipčanskih religij ter rastočo krščansko skupnostjo. Prišlo je tudi do sporov znotraj samega krščanstva, saj so imele nekatere skupine različna prepričanja o svoji veri. Hkrati s tem počasi izginja nekdanji status Aleksandrije kot najpomembnejšega središča učenja. Še vedno so v mestu prisotni učenjaki in šole, vendar vlada ne namenja več tolikšnih sredstev kot prej. Pojavila so se tudi druga središča učenja v Rimu, Atenah, Konstantinoplu in drugih mestih. Nato je prišla naravna nesreča, ki je spremenila obalo Aleksandrije. 21. julija leta 365 našega štetja zelo močan potres je prizadel območje blizu otoka Kreta. Tresenje se je čutilo v mnogih delih Sredozemlja, vključno z Aleksandrijo. Po potresu se je voda nenadoma umaknila od obale, morsko dno se je prikazalo na suhem, nekateri ribe in ladje pa so ostali na suhem. Ljudje takrat še niso razumeli, kaj to pomeni. Umik morja je bil pravzaprav opozorilo na prihajajoči cunami. Čez nekaj časa se je voda vrnila kot ogromen val. Preplavil je pristanišča in nižje ležeče dele Aleksandrije. Odnesel je ljudi, hiše, blago in velike ladje. Po besedah starodavnega zgodovinarja Ammianusa Marcellinusa je v Aleksandriji umrlo na tisoče ljudi. Vendar danes natančnega števila ne moremo več ugotoviti. Veliko škode je bilo na stavbah in okrožjih blizu morja. Eden najbolj prizadetih je bil nekdanji kraljevi predel, kjer so nekoč stali palače Ptolemajcev in Kleopatre. Cunami ni bil edini razlog, zakaj so nekateri deli starodavne Aleksandrije pristali pod morjem. Skozi mnoga stoletja obala je doživljala ponavljajoče se potrese, premikanje tal, plazovi in postopno dvigovanje vode. Zaradi tega so se nekateri deli kraljevske četrti in pristanišča potopili. To je razlog, zakaj danes vidimo velike kipe, stebre, kamne in dele templjev pod morjem blizu Aleksandrije. Cunami ni popolnoma uničil mesta, vendar je potopil velik del nekdanjega središča moči Aleksandrije. Medtem ko se je mesto trudilo pobrati, so se še naprej spreminjale religija in politika rimskega imperija. V poznem 400-letju našega štetja je cesar Teodozij I prepovedal poganske žrtvovanja in podprl zaprtje številnih templjev, ki so jih uporabljali za staro vero. V Aleksandriji je Serapej postal središče napetosti, bil je velik tempelj posvečen Serapisu, bogu, ki je združeval nekatere elemente grške in egipčanske religije. Zgradili so ga v času Ptolemajcev, da bi ustvarili verski simbol, ki bi ga lahko prepoznali tako Grki kot Egipčani. Leta 391 ali 392 našega štetja je v mestu izbruhnil spopad med pogani in kristjani. Po nemirih so krščanski privrženci pod vodstvom škofa Teofila uničili Serapejon. Uničili so tudi velik kip Serapisa. Obstajajo zgodbe, da je Serapejon takrat vseboval zvitke iz Aleksandrijske knjižnice. Vendar ni gotovo, ali je bila tam še vedno velika zbirka knjig, ko je bil tempelj uničen. Zato ni pravilno reči, da je celotna Aleksandrijska knjižnica propadla prav tam in v enem dnevu. Verjetneje je, da je zbirka postopoma izginjala zaradi požarov, vojn, pomanjkanja sredstev, odhoda učenjakov in sprememb vlad. Po več kot 20 letih še en dogodek je pokazal, kako zelo se je Aleksandrija spremenila. Leta 415. Na 400 v mestu je živela znana učenjakinja Hipatija. Bila je matematičarka, astronomka, filozofinja in učiteljica. Bila je hči matematika Teona in je poučevala študente iz različnih religij ter ljudi na visokih položajih v vladi. Eden njenih najbližjih ljudi je bil Orest, rimski guverner Aleksandrije. V tistem času sta bila Orest in Kiril mogočni krščanski škof mesta v velikem sporu. Prepirala sta se glede obsega moči vlade in cerkve v Aleksandriji. Ker je bila Hipatija prijateljica in svetovalka Oresta, se ni razširila obtožba, da naj bi ona preprečevala spravo med obema voditeljema. Ni jasnih dokazov, da bi Kiril neposredno ukazal umor Hipatije. Toda marca leta 415 neštito ustavila jo je skupina kristjanov, medtem ko je bila v svoji kočiji. Povlekli so jo v stavbo in jo brutalno ubili. Umor Hipatije ni bil zgolj preprost boj med znanostjo in vero. To je bil del večjega spora glede politike, vere in nadzora nad Aleksandrijo.
Toda sporočilo tega dejanja je bilo močno. Mesto, ki je nekoč nudilo dom in podporo ljudem, ki so spraševali in se učili, je postalo kraj, kjer so lahko ubili znanega učenjaka, ker se je znašel sredi spopada mogočnih skupin. Aleksandrija takrat še ni povsem propadla. Trgovina, učenje in življenje v mestu so se nadaljevali. Toda Aleksandrija, ki je nekoč sanjala, da bo zbrala vse znanje sveta, je počasi izginjala. Ni propadla v eni sami noči, slabela je z vsako vojno, potresom, cunamijem, nemiri in spremembe vlade. In z vsako izgubo palače, templja, knjižnice ali učenjaka se je zmanjševala tudi nekdanja svetloba mesta. Aleksandrija po smrti Hipatije ni dokončno propadla, vendar ni nikoli več povrnila nekdanje moči kot središče vlade in znanja. Leta 641 na Štitu arabska muslimanska vojska je osvojila Egipt. Po nekaj mesecih je tudi Aleksandrija prišla pod njihov nadzor. Mesta niso naredili za novo prestolnico. Namesto tega so zgradili novo središče vlade, imenovano Fustat, blizu kraja, kjer danes stoji Kairo. Ker se je vlada preselila v Fustat, se je politični pomen Aleksandrije postopoma zmanjševal. Spremenile so se tudi trgovske poti, prebivalstvo se je zmanjšalo in mnogi učenjaki, ki so prej delali v mestu, so se razkropili. Kljub temu je znameniti aleksandrijski svetilnik ostal. Več kot 1000 let je služil kot vodilo ladjam, vendar so ga večkrat poškodovali močni potresi. Popolnoma se je zrušil po potresih v 14. stoletju. V 15. stoletju je sultan Hajdbaj zgradil veliko trdnjavo na mestu, kjer je stal svetilnik. Verjame se, da so za gradnjo trdnjave uporabili nekaj kamnov iz porušenega Farosa. S časoma Aleksandrija je še naprej slabela, potem ko je bila eno največjih mest na svetu. V poznejšem obdobju Osmanskega cesarstva je postala manjše pristanišče in ribiška skupnost, vendar starodavna Aleksandrija ni popolnoma izginila. V 90. letih prejšnjega stoletja so se v pristanišču mesta začela obsežna podvodna izkopavanja. Arheologi so našli velike kamnite bloke, kipe, sfinge, stebre ter dele stavb, ki so nekoč stale v kraljevski četrti in pri svetilniku Aleksandrije. Ekipa Franka Godija je prav tako identificirala dele potopljenega pristanišča, palače, templje in ceste iz časa Ptolemajcev in Kleopatre. Veliko artefaktov ostaja pod morjem, da bi jih zaščitili in preučevali na mestu, kjer so jih našli. Ta odkritja kažejo, da nekdanji sijaj Aleksandrije ni le legenda. Res je, da je tukaj nekoč stal ogromen svetilnik, kraljeve palače in stavbe, ki so jih obiskovali najboljši učenjaki tistega časa. Tukaj so proučevali velikost sveta, tukaj so zapisali pomembne lekcije iz geometrije in izdelali starodavne stroje, ki so delovali na vodo, zrak in paro. Toda Aleksandrija ni izginila zaradi enega samega požara, potresa ali osvajalca. Postopoma je slabela zaradi zaporednih vojn, nemirov, naravnih nesreč, spremembe trgovskih poti in izgube podpore institucijam, ki so jo krepile. To je najpomembnejša lekcija Aleksandrije. Ni dovolj, da družba zgradi palačo, knjižnico, svetilnik in napredno tehnologijo. Potrebno ga je tudi zaščititi z znanjem, enotnostjo in ljudmi, ki ga ohranjajo pri življenju. Kajti če zanemarimo stvari, ki so okrepile mesto, lahko postopoma izgine, dokler njegove nekdanje palače in spomenike najdemo le še pod morjem.